Par podatkov bi prikazal, pred tem prikazom bi se navezal na predgovornika, ki je rekel, da je glavni problem, moralna panika. Mislim, da je to ustrezna diagnoza. Hvala. Ni problem, nimamo opravka s begunsko krizo, ne. Imamo opravka s krizo držav, ki se soočajo z pritokom beguncev. Na začetku 90-ih smo imeli v Sloveniji beguncev, delež beguncev je bil 3,5% matičnega prebivalstva. Danes so evropske kvote dogovorjene, obvezne, pa vse stransko bojkotirane. Znašajo te evropske kvote par stotink odstotka, ne, nacionalnega prebivalstva. Slovenija ima tam okrog 5,5 stotink odstotka kvot, pa še teh kvot zdaj ne realiziramo. Druge države podobno, Nemčija ima predpisano kvoto še niže od Slovenije glede na delež matičnega prebivalstva. Vsekakor pa kvote, kot rečeno, ne presegajo 5, ne dosegajo niti 6 stotink odstotka matičnega prebivalstva. Niso problem begunci, ampak to, kar ste rekel, ne, moralna panika. Jaz bi nekaj o vzrokih te moralne panike povedal oziroma ilustriral s parimi podatki. Mislim, da je prav, da jih ne pozabimo. Poglejmo to primerjavo. Preden je eskaliral izbruh sovražnosti v Hrvaški in Bosni na začetku 90-ih, so leta 1989 Katunarič in njegova ekipa merili javno mnenje, prav z namenom, da skušajo izslediti, kaj se bo zgodilo, in to jim je uspelo, in pa z namenom, da ugotovijo razloge za konfliktnost, ki se je takrat že očitno kuhala, vendar še ni izbruhnila. Imeli so 3 hipoteze. Prva hipoteza se je glasila takole: mogoče gre, ne, Hrvaška in Bosna in Hercegovina takrat začetek 90-ih za sovpadanje etnične in socialne stratifikacije. To je znana molotovka, eksplozivni lonec, v tem smislu, da povsod tam, brez izjeme, kjer se vam etnična stratifikacija pokrije z socialno, torej da ene etnije ali pa ena etnija zavzame dno družbe, torej najnižje sloje, druga etnija pa recimo zgornje sloje, torej da se to pokrije, takrat imate ne samo etnični konflikt, ampak imate zmedo konfliktov, kjer se skozi etnični konflikt ali pa religijske in podobno preigravajo drugi konflikti, ponavadi z neenakostjo in tako naprej. Ali gre za ta primer, so se vprašali tik pred vojno. Drug primer oziroma drug možen razlog je tako imenovana socialna distanca, torej tiste etnije, Hrvati, muslimani in pa Srbi, živeči v Bosni, in pa tam so merili še četrto kvazi etnijo, imenovano, če se spomnite, Jugoslovani, torej tisti, ki so se opredelili za jugoslovanstvo. Kakšna socialna distanca je bila med njimi, ne? Teza je, večkrat žal preizkušena, večja, ko je socialna distanca izmerjena med nekimi etnijami, bolj verjetno lahko pričakujete eksplozivno situacijo, konflikte, vse tja do oboroženih in obratno. No, potem tretja teza, avtoritarna stališča, ali bi lahko govorili o nekih izraženih avtoritarnih stališčih izmerjenih med prebivalstvom, recimo nečem takem, kot je avtoritarni sindrom, ali pa ne, primerjalno seveda z drugimi državami, zlasti z evropskimi. Kaj so ugotovili, kakšni so bili rezultati? Taki. Sovpadanje etnične in socialne stratifikacije, tega ni bilo v Bosni in Hrvaški, za izjemo samo zaščitnega osebja, torej vojske in policije, ampak celotna druga struktura vseh, bi rekel, distribucije poklicev in njihove zasedenosti je približno ustrezala etničnim velikostim posameznih etničnih skupin.
Ravno tako socialna distanca, če jo merite, vedno jo najdete, vendar poanta je bila, da ni bila nič posebnega. Socialna distanca nikakor ni bila, recimo med Hrvati, Srbi in tako naprej, nikakor ni bila večja od drugih socialnih distanc, ki jih lahko merite kadarkoli, kjerkoli po Evropi, tudi takrat. Torej, nič posebnega. Izmerjena so pa bila velik oziroma večinski delež avtoritarnih stališč znotraj vseh omenjenih etnij, še najmanj med tistimi Jugoslovani, ampak tiste je bila že itak kategorija v izginjanju. Teza je bila pač ta, da so avtoritarna stališča, torej avtoritarni sindrom med vsemi etnijami je bil tisti, ki je omogočil, da takrat, ko pride taka ali drugačna kriza, je omogočil komplementarni odziv na ščuvanje nacionalnih etničnih politikov. Pojavijo se etnični politiki z avtoritarnimi pozivi, volite mene in se bomo osvobodili in tako naprej in dobijo med volivci pozitiven odziv. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo pravka z avtoritarnim sindromom. Preden grem na Slovenijo, sam mimogrede, to sem že kazal, že tega naveličan, ampak vseeno nikoli ni premalokrat pokazati, od česa je odvisna pomoč držav drugim, recimo manj razvitim državam. Ne od tega, ali so države bolj ali manj demokratične, bolj ali manj bogate, bolj ali manj civilizirane, take ali drugačne vere in tako naprej. Največja zveza je glede neenakosti. Večja, ko je, in tukaj je mimogrede samo dohodkovna neenakost, premoženjske sploh ne merijo, ker je težko merljiva. Večja, ko je neenakost, manj so države pripravljene, in to tudi tako ravnajo, dati pomoči drugim državam izven sebe. Ampak to je optimistična zadeva, ker velja pa, kot vidite, tudi obratno. Manjša, ko je neenakost znotraj posameznih držav, praviloma se te države znajdejo kot večje donatorke in izvajalke pomoči. Točno enaka korelacija in enaka razporeditev vseh teh enakih držav, kot vidite, je tudi pri merjanju zaupanja znotraj nacionalnih držav, od česa je odvisno, ali si državljani znotraj države, v kateri smo bolj ali manj zaupamo, odvisno je od tega, od stopnje neenakosti. V tistih državah, desna polovica tega slajda, kjer je večja neenakost, tam imate manjše zaupanje in tudi obratno. To so znane stvari, ki se točno pojavijo na enak način, kot vidite tukaj tudi znotraj ameriških držav. Tudi, ko greste z istim aparatom meriti znotraj ameriških zveznih držav, v tistih ameriških državah, kjer je večja neenakost, tam si ljudje manj zaupajo in obratno. Gotovo ni slučajno, tudi tu sem en citat iz dela prepisal, iz novembra lanskega leta, kjer so prvi v Ameriki guvernerji Michigana, Alabame pa Teksasa napovedali, da bodo povsem zaustavili, tudi neka vrsta ograje, vsaj mentalna, oziroma njihov napoved, povsem zaustavili pritok beguncev. Ni slučajno, da imate tu Alabamo pa Teksas tu na spodnji desni polovici te sheme. Tam je pa tudi Michigan, ki pa sicer je nekje na sredini. Neenakost ni Slovenija. Te podatki se zelo podcenjujejo, samo na hitro. Če pogledate Slovenijo, v vrhuncu ekonomske krize v letih 12-13 pri nas je bila Slovenija zavzemala drugo mesto po naraščanju revščine, medtem ko povprečje Evropske unije, ga imate čistem na vrhu, beleži zmanjšanje revščine. Od nas so za večji odstotek povečali revščino samo še Litva. Recimo Češka, poglejte, Češka je v istem času radikalno zmanjševala revščino.
in to neprimerno na nižjem nivoju deleža revnega prebivalstva znotraj Češke. Vse se da, se pravi, te zadeve, o katerih govorimo, nimajo nikakršne zveze z ekonomijo, nimajo nikakršne zveze z kriznimi ali pa konjunkturnimi cikli v nacionalnem ali pa mednarodnem gospodarstvu. Povsem enako je bilo tudi v vrhuncu ekonomske blaginje, mimo grede, samo takoj bom nehal s temi primerjavami, ampak da vidite, kaj pomeni vprašanje neenakosti in pa Slovenije, kajti mantra, ki jo slišimo s strani politike, najglasneje od finančnega ministra, govorjenje o revščini v Sloveniji je populizem. Ne? Zakaj? Zato, ker imamo, res je še vedno malenkost evropsko, pod evropsko stopno deleža revnih, vendar trendi so pa tole, ki jih tu prikazujem. Ne? Tudi takrat, ko smo bili najbolj bogati oziroma ko je šla ekonomija najbolj navzgor, vidite leta 2007 do 2008 je v Slovenija v vrhu Evropske unije po naraščanju revščine. Ne? To je takrat, ko je bil kapital zastonj, so ga banke z lopatami metale, pa ste ga lahko dobili kjerkoli. V istem času seveda Evropska unija povprečje beleži zmanjšanje revščine. Poglejmo zdaj zadnji prikaz na to temo, mislim neenakosti, ne, samo cel čas krize, se pravi od let 2009 do 2013. V Sloveniji gre za porast revščine za 3,2 odstotni točki, to pomeni tole, ne, to je povečanje za 28 odstotkov. Šele na drugem mestu za Slovenijo, ne pa pred njo, v Evropi je Grčija po povečanju revščine. Mimo grede, sam za primerjavo, za hec, Finska v istem času, v kriznem letu, je revščino delež revnega prebivalstva na Finskem zmanjšala. To zmanjšanje je za 14,5 odstotka. Nasploh, bi rekel, vzor od nekdaj bila in še vedno je postsocialistična, bi rekel, zmagovalka, je pa Češka, ne, najuspešnejša tranzicijska zmagovalka, ki je še bolj skandinavska od skandinavskih držav. Oni vse skozi imajo revščino na zelo nizki stopni in jo vse skozi tudi zmanjšujejo. Seveda to ne gre, to nima zveze z ekonomijo, to nima zveze z večjo ali pa manjšo vrečo proračunskega denarja, to nima zveze z konjunkturno-recesijskimi cikli ekonomije. To ima zvezo s tem, kako se na nacionalni ravni dogovorimo, da bomo izkoriščali bogastvo, s katerim pač razpolagamo. In to lahko delate v eno ali pa v drugo smer. Posledice teh trendov v Sloveniji je tole iz javnega mnenja leta 2013 na odgovori na vprašanje Slovenija je v ustavi opredeljena kot socialna država. Vidite modro črto, te škarje, ki se razpirajo. Modra črta, ki pomeni izjave sploh nič ali pa le malo socialna država, te izjave naraščajo, zelena črta pritrjuje, da je Slovenija še socialna država, teh odgovore pa čedalje manj. Te škarje se razpirajo in to je zelo alarmantna zadeva. Povsem enake škarje, še malce bolj razprte, so na temo pravne države. Škarje, kot vidite, se začnejo leta 2009 razpirati, točno na začetku krize, kar pomeni, da so vzroki tega razpiranja že pred krizo, ne? Kriza je samo še dodala. Mimo grede, no, nisem mogel, da tega ne bi pokazal, krvodajalstvo. Ne? Vsi stolpci v zvezi s krvodajalstvom od leta, ko so ga prvič merili, 1968 do zadnjih meritev 13, kažejo rapiden upad pripravljenosti in tudi prakse krvodajalstva. V čem je odgovor? Zakaj? Odgovor je jasen. Gotovo ne zato, ker bi slovenske državljanke, državljani mislili, da ljudi okrog njih ne potrebujejo več krvi. Ampak nepripravljenost za krvodajalstvo je vsem drugim, ne? Stvar zaupanja v sistem in tako naprej. Kar se tiče avtoritarnosti, spet imamo opravka z usodnimi škarjami, ki se razpirajo, nihče ne ve, kje je njihov konec. Tistih, ki izjavljajo, da na Slovenskem, da potrebujemo močnega voditelja namesto demokracije, tej so v porastu, modra črta, zelena črta obratno, ne?
zelena črta, da je demokracija vedno najboljša možnost, teh je čedalje manj, mimogrede tudi tistih, ki se ne znajo ali pa ne vedo opredeliti okrog tega, je čedalje manj. To je tipičen porast avtoritarnosti. O kakih številkah govorimo, to je ista krivulja, so tukaj v stolpcih in v številkah. Poglejmo recimo na desno stran leto 2013 in to primerjamo od zgoraj z Katunaričevimi meritvami na Hrvaškem in v Bosni leta 1989, to je takrat, ko so, evo, vse sem že povedal, kar sem mislil, zdaj samo še ilustriram. Kot vidite, je avtoritarnih stališč pri nas 55,2, takrat je bilo 89 na Hrvaškem in v Bosni avtoritarnih 55%. Oni so imeli proti antiavtoritarnih stališč 40%, mi jih imamo 27,7. Torej, v zvezi s tem indikatorjem je situacija v Sloveniji še slabša. Enako je glede odnosa do etničnih skupin. Vidite, da to stališče bolje je, če se skupine prilagodijo in zlijajo širšo družbo, v Sloveniji narašča, porast asimilacijskih stališč je za 29% v 10 letih. Enako je tudi glede merjenja zaupanja, ali pa če malo spremenite vprašanje, dobite še večjo razliko teh številk, ali bi lahko rekli, da ljudem zaupamo ali pa ne, lahko zaupamo trdi okrog 29% ljudi, da moramo biti previdni pa kar 69% ljudi. To je erozija tega socialnega kapitala. Enako je tudi v Evropi, glejte, to so glavni problemi iz te evropske raziskave, evropskih, kot jih percipirajo Evropejke in Evropejci, tej problemi so lažni. Sem že rekel, begunce merimo v stotinkah odstotka, ne, v zvezi s temi kvotami. Terorizem v Evropi ga je občutno manj kot vseh ostalih delih planeta Zemlje. Kriminal se ni povečal v zvezi z prihodom beguncev, to je ravno zadnja nemška raziskava, to dokazuje. Kljub temu so to glavni, največji problemi tudi Evrope, medtem ko najmanjši problemi so pa tole na desni. To zdaj sam izrisujem iz teh črt. Ne. Ekonomske razmere, nezaposlenost, javne finance, tu se beleži upad evropske zaskrbljenosti, kar je zaskrbljujoč podatek. Sklep, končujem, begunci na Slovenskem so katalizator, ne pa vzrok krize, katalizator je lahko karkoli, popolnoma enako, ne isto, ampak enako je bila recimo vprašanje džamije, ki je v Sloveniji sploh nimamo, ne, na neki točki katalizator moralne panike, zlasti takrat, ko se od zgoraj navzdol zasveti zelena luč za to, da je to nekaj v redu, namreč upor proti džamiji in podobne stvari. Tako da jaz bi zaključil s temi 4 poudarki. Begunci izgledajo kot problem zaradi tega, ker imamo že pred begunci tudi v Sloveniji naraščajo družbene neenakosti, ključen je trend, ne zdaj gledati samo nivo. Ne. Do zdaj smo še evropsko podpovprečni, kar tudi ni res. Ne. Če pogledate, to je samo nacionalno povprečje, ko pogledate pa podrobne podatke, pa vidite na nivoju recimo samo eno stopnjo niže pokrajin, imate celo vzhodno Slovenijo in pa vzhodno-južno Slovenijo, te administrativne pokrajine imajo občutno večje odstotke revščine, kot je slovensko nacionalno povprečje. Nekatere pokrajine, Posavska in podobno, imajo pa to celo občutno večje od evropskega povprečja, odstotke revščine in tako naprej. Trend je treba gledati, ne. Etnična distanca do tujcev narašča, seveda ne do kakršnihkoli tujcev, ne do Angležev, ki pridejo sem in tako naprej, ampak do tistih, ki so južno od nas. Do sedaj je bila posebnost tako imenovane etnične distance na Slovenskem, do sedaj nič posebnega.
etnična distanca tudi med etnijami na Slovenskem ni bila nič bistveno večja, kot je bila približno povprečno v evropskih državah, vedno so izstopili Romi seveda, zlasti od Ambrusa naprej, drugače to ni bilo, je bila pa nekoliko evropsko nadpovprečno izmerjena samo do notranjih slovenskih manjšin, ne? Recimo homoseksualci, potem ste imeli kategorije levi in pa desni skrajneži, politični, alkoholiki, narkomani, to je precejšna večja izmerjena distanca, kot je bila v Evropi. No, zdaj imamo tudi problem v zvezi z tujci zaradi naraščanja avtoritarnih stališč v javnem mnenju. To je zelo zaskrbljujoča zadeva, sicer logična, ker po vseh lestvicah smo mi na evropskem dnu v zaupanje v demokratične inštitucije, recimo, ne. O zadnji, zelo pomemben zadnji poudarek, pa imam vrsto slajdov naprej, pa jih ne bom kazal, ker smo prekoračili. Prav, hvala.